Same v bistvu grajenje biznisa kot sestavljanje Lego kocka. Moraš res gledati, da se stvari prilegajo, da se ti vsa konstrukcija ne gre preč narazen in se poruši. Z rastlinami je zelo podobno kot z ljudmi. Več, kaj jim hočeš dati, pa več, kaj hočeš nekaj od njih, manj bojo delati. Kar smo se mi naučili, da je veliko lažje človeka donaučiti o rastlinah, ko pa v tej neki točni spretnosti, ki je potrebna. Dober dan in dobrodošli v podcastu prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike in posameznice iz sveta podjetništva. Govorili bomo o tem, kakšno pot morajo prehoditi podjetja, da zaslovijo doma ali kjerkoli na svetu. Danes se bom o tem pogovarjala s Tjašo Jarc, mlado podjetnico, ki je v mojih očeh pogumna, neustrašna, brez dlake na jeziku. Velika zagovornica ženskega podjetništva in enakopravnosti žensk v poslovnem okolju. Z izkušnjami v oglaševanju, PR-ju, tudi v startupih, se je po nekaj letih v tujini vrnila v Slovenijo in svojo prijateljico v pandemiji ustanovila podjetje, ki danes 4 leta kasneje še kako cveti. Danes nam bo Tjaša povedala nekaj več o svojem podjetju Džungla, spletni trgovini z rastlinami. Tjaša, živjo, povej nekaj več o sebi, o Džungli, kako sta sploh vidve prišle na to idejo, pa še v tem času. Še v tem času, ne. Jaz in moja prijateljica Tiljen Mucik sicer, da sva se že dolga leta se poznava, veliko sva se družila, jaz sem tudi večinoma še vmes potovala po svetu, ampak sva nekako ohranile kontakte. In ona je bila v takratnem času, se je še zdaj, ampak takrat pa sploh blazna ljubiteljica in zbirateljica redkih rastlin, predvsem pa je tudi res noro dobra fotografinja, prav botanična fotografinja. Tako da, ko je bila korona in smo imeli vsi veliko časa, sem se vozila v en vrtni center, da bi si kupila sobno rastlino tudi zase. In sem v glavi preklinjala, kako to, da se moram voziti zdaj čez celo Ljubljano, pa to, zakaj ne morem tega po spletu naročiti. In sem bila tako prav začutila sem tako v srčku, kaj te zadane in wow, to je to. Ker sem že nekaj časa iskala nekaj, s čimer bi začela, kaj bi začela postavljati in takrat se je, v bistvu vsi klikerji so se poklikali, ker ključna je bila ta stvar, da trg je bil že dovolj zrel, ker sem vedela, da ljudje že to naročajo iz tujine, ni pa bilo še konkretnega playerja v Sloveniji. Plus tega lahko začneš ta biznis zelo nekim malim, zelo malo vsoto in tudi relativno enostavno se da to testirati. Plus najbolj mi je bilo pa to všeč, da gre za nek tak produkt, kjer je fizičen produkt, ampak obenem povezan z neko digitalno tehnologijo. In mi je bilo, v bistvu vse mi je obkljukalo in ko sem prišla domov, sem poklicala Tiljen, kaj si o tem misli. In rekla, jaz o tem že tudi skozi razmišljam, ampak nimam jajc za nekaj tazga, deva to prespati, pa se jutri slišati in sva se naslednji dan slišali. Nobena ni mogla spati, ker sem sam tega razmišljala in sva začela delati. In po 2 mesecih je potem shop stal. To je zaživelo, super ideja, ampak obe nekako ste se že malo na rože, na rastline spoznale, niste bili čisti nepoznavalki, ki ste se tega lotili, ali pač, razen da Tiljen, da jih je fotografirala, ampak a ste karkoli malo več o tem poslu poznali? Tiljen je bila tista, ki se je veliko bolj spoznala na rastline kot pa jaz. Jaz sem imela doma neki rastlin, nek občutek mogoče za rastline, ampak to je to, nisem gradila nekega norega takrat odnosa do tega. Je pa v bistvu to mi je bilo pol ful hecno, ker sem se začela, jaz sem se skozi ta čas tudi ful učila o tem o rastlinah.
In jaz mislim, da je ena takih ključnih stvari, da je bila džungla tudi postala uspešna in da sva znali na nek zelo laičen način ljudem razložiti, kako skrbeti za rastline. A ne? In mi je bilo zanimivo to, ker sem se potem jaz v videih pojavljala, da sem pa kar naenkrat postala potem obraz v Sloveniji za nekoga, ki se spozna na rastline, ker se s tem prej nisem noro ukvarjala. Ampak ja, sem se pač skozi ta čas res veliko naučila. Ko ste začeli, si omenila, da tovrstnih dobaviteljev trgovin v Sloveniji ni bilo. Kaj pa danes, ali pa če pogledava v regiji, so še kakšne takšne trgovine podobne vam? Kako se umeščate potem na Bramnik po velikosti, po ponudbi in tako naprej? Mislim tako, ne bi rekla, da čisto nobenega ni bilo pred nami, ampak noben ni to res na polno štartal. In mi smo v bistvu potem bili nekako postali prvi res glavni in glasni v tem. Za nami je pa seveda pač prihajalo ogromno še ne ogromno, ampak kar nekaj teh še spletnih trgovinic. Zelo veliko se je poznalo, sem gledala, ker je Slovenija toliko s temi voucherji za spletne trgovine, da je v bistvu iz tega kar nekaj zrasel. Ampak jih je pa tudi že kar nekaj ugasnalo, še vedno je pač nekaj playerjev, ampak ful dobra fora, glih par dni nazaj, sem poslušala podcast o tem, ali bo SEO v bistvu bo še pomemben po tem, po ChatGPT-ju. In so se pogovarjali o tem, da zdaj bo postalo pomembno, kaj ChatGPT reče. On sicer vzame iz Google, kar pomeni, da še vedno bo SEO pomemben, in sem pisala o ChatGPT, kjer je najboljša spletna trgovina rastlin v Sloveniji in na prvem mestu džungla. Dobro, če ChatGPT tako pravi, nekaj mora biti na tem. Super. Zdaj, če sem prav razumela, vaš poslovni model, ste usmerjeni na B2C in B2B, kje naredite več posla in kdo so vaši tipični kupci, lahko in v enem in v drugem sektorju predstaviš? Pa kaj se najbolj prodaja? Tako je, zdaj nekje 70% našega revenueja naredimo iz spletne prodaje, ker mi vse tudi pošiljamo po pošti. Tako da to je neka taka kar noviteta bila takrat, ko smo to štartali. Nekje 20% naredimo v fizični trgovini, na Viču imamo, zdaj sploh odkar imamo to res lepo in ogromno trgovino. Že prvi mesec, ko smo se sem preselili, smo naredili v trgovini 3-krat več prometa, kot pa prej. To je bilo res noro, dobro. In nekje 10 do 200 se pa zelo spreminja od meseca do meseca, pa naredimo v bistvu iz B2B-ja, predvsem iz opremljanja prostorov, največ pisarn, pa tudi iz presajanja pa nege rastlin v že obstoječih rastlin v določenih pisarnah. Na tem področju bi najbolj rekla, da torej za nove ozelenitve se največkrat odločajo taka bolj inovativna tech podjetja, ki se res zavedajo, kako pomembno je okolje, v čemer delaš, v komer delaš, in tudi to, v bistvu je potem tudi nek tak edge, da lažje privabijo kader. Kar se tiče presaditev, tega imamo pa kar veliko v kakih podjetjih, večjih korporacijah, kjer tam rastline že stojijo leta in jih noben ni pogledal, si je vzel časa za njih, in potem nas pokličajo, da lahko v enem šusu to vse presadimo in damo novo energijo za rast naprej. To. Kar se tiče pa spletne trgovine, je pa zelo tako. Jaz bi rekla, da gre večinoma za nek urbani ljudje, malo bolj izobraženi, predvsem taki, ki cenijo kvaliteto, ki jim je pomembno, da rastlina pride zdrava, da jim je pomembno to, da lahko vedno dobijo pomoč pri nas.
in ker jim je tudi pomemben ta estetski vidik, na kjer ga res veliko damo. Imamo pa tudi kar neki moške publike, to mi je ful všeč, da se tudi to veča, 10-20% kupcev je moških. Tako da tudi poskušamo brand ohraniti čim bolj tak, k se temu reče. Gender inclusive, moških. Zanimivo. Tako da ni tak neki pocukren preveč, pa cheesy, pa tak dekliški, ampak to je tako za vse, ki imamo radi zelenje, estetiko, kvaliteto na ta način. Sjajno. Zdaj, zanima me, glede na tvoje ozadje, torej oglaševanje in tako naprej, ti je to vsaj na začetkih ali še danes, torej 4 leta potem, pomagalo? Bilo mi je zelo zanimivo, ko sem nekje prebrala, da preden sta spletno trgovino postavili, sta že na zalogi imeli nekih 600 interesentov, sta pobrali e-maile, ki bi to vrstna trgovina zanimala. In vsi, ki danes vemo, da brez digitalne podobe praktično ne obstajaš in da ti prideš do teh ljudi, moraš imeti le neko znanje. Torej ti, da organsko ali plačljivo prideš do določenih ljudi. A vidiš, da ti je to, te neke tvoje izkušnje odprej, da so ti tle pomagali, kako ste sploh na to idejo prišli, a ste to sploh testirali? To me malo zanima. Torej, absolutno vse izkušnje štejejo. Jaz tudi se mi zdi, da sem živela v 20 letih, torej v svojem prejšnjem desetletju, zelo z namenom, da si čim več izkušenj naberem. Tega, da sem začela in študirala oglaševanje, da sem delala na oglaševalski agenciji, tukaj se mi zdi, da mi je dalo predvsem ta vpogled, kaj je zares pomembno. Torej, držati to neko linijo in iti po njej. In tudi kaj je, kako nagovarjati ljudi, kupce, da jim je, da jih dosežeš. To je bila ena stvar. Druga stvar je bila, da sem potem, ko sem v tujini živela kar nekaj let, sem delala v coworking prostorih, oziroma vodila sem te prostore in tam sem imela nenehen stik z mladimi podjetniki, startupi in tam sem se res naučila, kaj pa pomembno, kaj je pomembno, ko štartaš biznis. Da se ne zgubljaš v nekih nepomembnih stvarih, ampak res, kako z nekim najmanjšim, mogoče vložkom, dobiš največ oziroma najbolj potrdiš stvar. Tako da ja, takrat je bilo, midva sva potem tudi štartali, to je bila ena taka dobra začetna poteza. Ko sva vedela, da bova to stran postavljala sva naredila front page, kamor si lahko vpisal svoj e-mail, ko želiš biti obveščen, da bo to da se bo to začelo. Dobra stvar je bila v tem, da ljudje, pač vsi so zbirali rastline, vsi so imeli doma rastline, vsi so imeli čas in vsi tako, da je cela Slovenija teh ljubitev sem čakala, da bo nekdo res to v Sloveniji naredil. In mi dve, ko sva pač to postavili, ko sva sam po najinih omrežjih dale ven besedo, dale še mogoče 1 ali pa 2 Facebook skupini, sva dobila od tega, mislim, da takrat nekih 600 e-mailov. Torej, ker je čez 2 meseca trgovina stala, smo sam tem ljudem poslali e-maile in se je začelo. In sva že takrat dobila kar nekaj nakupov. Torej, če prav razumem, ta prva kampanja, deva reči, je bila popolnoma brez nobenega vložka v evrih, v Google Adse, karkoli. Ja, absolutno ne. Mislim, na ta način zdaj ne bi mogel začeti, razen če bi dal nek drug edge, kar ljudje fuliščajo, ampak v tistem momentu je to res pilo vodo. Tako da mi smo šele nekje po 3 mesecih začeli z digitalnim oglaševanjem. Zdaj, glede na to, da večino prometa naredite v spletni trgovini, nasplošno ta, kot smo prej omenili, spletna podoba, digital je pri vas še tako pomemben. Kaj to vse pomeni imeti takšno spletno trgovino, pa ne samo spletno trgovino nekih tam predmetov, ampak živih stvari.
Torej, ne vem, če začneš od res brezhibne IT podpore ali ne vem, kogarkoli, ki ti bo vzdrževal trgovino, do vsebin, do fotografij, dobro, to imate poskrbljeno, pisanja vsebin, kopijev in tako naprej. Kaj to en navadnež, ki zdaj ne razume, kaj to dejansko se v ozadju moraš imeti porihtano? V resnici potegne za sabo ful velik stvari, ko jih drugače, če bi jih prodajal to nekje v vrhnem centru te rastline ali pa ne vem, v cvetličarni, tega sploh ni. Tako da ena izmed takih stvari, recimo, tako kot si rekla, fotografije. Mi vsak teden dobimo novo zalogo in takoj, ko jo dobimo v sredah, investilijanstva tam in pofotkava vse to. Kar pomeni, da res na spletu dobiš realne fotografije. To je drugače ful velik strošek v osnovi. Zato marsikera spletna trgovina si to tudi dela in si to tudi privošči. Zato zelo velikokrat so slike zelo drugačne. Plus tega, da mi še fotografiramo vse slike še ob metru, da res dobiš še to čim bolj realna prikaz, koliko je velika. Še vedno lahko pride do nekih odstopanj, ampak je tega res, res malo. Potem zatem takoj Tiljen, ko pofotkava, pride domov, vse fotografije obdela, da štimajo, da so kje še poretuširane, če se kakšne madeži na steni vidijo ali pa karkoli takega, in objavi na spletu. Da pa do takrat pa je v bistvu že izdelek v naši knjižnici izdelkov pripravljen, ki ga pa pripravi punca predtem, v dneh predtem, torej mi 2 teden predtem naročiva in zatem začne punca ponavadi maja trenutno dejansko delati opise in vse karakteristike teh izdelkov. Potem, ko je to vse narejeno, potem pride seveda roba, je treba vse to vnesti v prevzemnico, da se zaloge naredijo, pa je treba recimo vse naprintati vse cene in mi trenutno še dodamo zelo veliko izdelkov. Imamo tudi fizične napise, kartice za nego, ki jih dobiš v trgovini ali pa ti jih tudi pošljemo. Tako da samo kar se tega tiče, je v bistvu že res veliko dela. Pol je pa tukaj še vzdrževanje teh rastlin. Sicer dobra stvar je, da imamo zelo dober pretok, tako da zelo hitro, ker rastline k nam pridejo, grejo tudi že naprej. Ampak vsem s določenimi je vsem veliko, zdaj sploh poleti, ko je bilo to vroče, bilo noro veliko zalivanja. Tako da to je ena izmed takih stvari. Potem pregledovanje teh rastlin, da so res te rastline zdrave, da jih res dobro pogledaš, da vidiš, da nimajo tam unih milimetrskih tripsov, ali pa polmilimetrskih pršic, da se res s tem se ogromno ukvarjamo. In potem še na koncu je pa še ta največji del pakiranja, da se jih res pakira. To ni tako pakirano kot pa ne vem, eno majčko, ki naročiš, ki je v plastični vrečki in poslana. Tukaj gre res, tole verigo mogoče to gre res za proces. V bistvu najprej se rastline torej nabere, ki so v nekem naročilu, potem pridejo do prve postojanke, kjer punca oziroma fant, ki to dela, jih dobro pogleda, če vse štima, kak listek mogoče dreže, in potem zavije v tako vrečko papirnato, ali pa če je ful namočena rastlina, recimo kak muholov, ki je tudi v plastično vrečko in od zgori zaveže zaradi tega, da torej zemlja ven ne pada. Potem gre to na drugo postajo, do drugega, kjer v bistvu to rastlino zarola noter v lepenko in jo pritrdi selotejpom, torej da je ona nekako zaščitena in da tudi če obračaš, se ne pade na glavo. In potem se te role dajo noter v pakete in se napolnijo z papirjem, oziroma ne s papirjem, s kartonom, ko ga mi šredamo, zbiramo ves odpaden karton iz cele naše soseske, šredamo in to uporabljamo kot polnilni material. In potem dodamo še ponavadi kakšna navodila, karkoli takega,
zapremo, prelepimo, damo nalepko gor za kurirja in potem kurir pride in odpelje. Če je pa po zimi, ker je pa veliko bolj mrzlo, damo stran grelne blazinice in še tako v bistvu izolacijsko peno ali pa mehurčke, ki zadevo pač toplotno izolira. To sem želela še vprašati, te pa rastline do vas, čeprav razumem, večinoma iz Nizozemske zaenkrat, da ste še kje druge naročate? Ja, v bistvu mi naročamo prek distributerjev, ki pa potem dobijo rastline iz Nizozemske, Danske, Nemčije, Italije, tudi mogoče kaj Hrvaške, tudi nekje iz Slovenije, včasih, če dobimo. Ampak v Sloveniji se res malo rastlin vzgaja. Ampak če dobimo to možnost, kdaj kakih kvalitetnih rastlin, tudi iz Slovenije, jih naročamo potem posebej. Zdaj vem, da ste na Hrvaškem tudi prisotni. Zdaj, če se vrneva za hip na spletno trgovino, videla sem, da imate tudi v hrvaščini. Tako da sklepam, da je zelo glede na to, da imate veliko teh končnih kupcev, da je zelo pomembna tudi ta komunikacija z njimi. Torej, hrvaška spletna stran je nekako logičen korak, kaj pa naprej, kako komunicirate s temi kupci? Imate tudi koga dol lokalno, glede vsebin, ki se plasirajo na raznih kanalih, kako se tega lotite? Ja, torej mi imamo lokalizirano hrvaško spletno stran in lokalizirano češko spletno stran, kar pomeni, da imamo in punca, ki je Hrvatica in živi v Ljubljani, in punca, ki je Čehinja in živi v Ljubljani. In potem te dve punce sta v bistvu neke vrste front face, na vseh videih, vsak teden nove zaloge ali pa kakršnih koli drugih videih. Enako pa tudi one dve skrbita za vse prevode, da vse funkcionira in štima. A to verjetno pomembno, da tudi poznata rastline, ne? Ker to, ker sem gledala spletno stran, je ogromno enih rastlin, ker sploh v slovenščini človek ne ve, kako se jim reče. Torej, razen tega, da sta native speaker, ki verjeten plus, da poznata rastline. To je idealno, ampak gre za to, da itak punca, ki najbolj pozna rastline, dela vse te opise rastline v slovenščini in na slovenski spletni strani, in potem se vse to samo kopira na druge strani. Kar pa da one dve morata bolj ali ne prevesti to. Zelo veliko pa si tako pomagata, predvsem s kakimi lokalnimi izrazi, ki jih želimo tudi veliko uporabljati, da najdete, k se čemu reče. Je pa zanimivo, da recimo v tem primeru, kar smo se mi naučili, da je veliko lažje človeka donaučiti o rastlinah, ko pa v tej neki točni spretnosti, ki je potrebna. Recimo v tem primeru smo iskali torej osebe, ki so take vibrantne, ki se dobro počutijo pred kamero, ki kliknejo v našo kulturo, ki se znajo obrnati, ki jim je pomembno, kaj naredijo, kaj dajo od sebe. In dejansko v obeh teh primerih sta obe dve te punci potem čez ta čas pač postali tako največji ljubiteljci rastlin in imajo ogromno rastlin doma. Imajo svoje džungle, verjetno. En tak perk, ki ga dobiš pri nas, če delaš, da si vsak mesec lahko domov vzameš rastlino po izbiri, in to se potem res doma prave džungle nastajajo. Ja. Kaj pa vem, da ste imeli poskuse z Italijo, kaj se je tam dogajalo? Da ste se potem, če sem prav razumela, ste se po nekaj časa odločili, da boste tako tudi zaprli. Ja, mi smo, ko smo odprli Slovenijo, so stvari šle zelo hitro. Ko smo odprli Hrvaško, so stvari šle zelo hitro. In pa sem računala, da ko smo odprli Italijo, bojo stvari šle zelo hitro. Niso šle hitro. Pa ful stvari smo poskušali, ful sem se pogovarjala o tem, ampak kar nekako Italija ni zagrabila. In nekaj časa smo poskušali različne tudi stvari, ampak na koncu sem videla, da to nima smisla. Ne? In stvar, ki sem se tukaj naučila, zelo pomembno,
je to, da tako hiter, ko se odločiš ali pa nekaj potestirati, je tudi pomembno, da znaš spustiti in iti na naslednjo stvar. In pri Italiji sem imela kar to težavo nekaj časa spustiti. Po mojem, če bi še enkrat delala, bi ful hitreje stvar spustila. Je pa vsem trajalo, po mojem, leto pa pol, da smo da nima več smisla, preveč energije gre v to čase, da gremo. Poskusili ste torej na isti ali podoben način kot s hrvaškim, češkim trgom, ampak se preprosto ni. Ja, kultura jaz mislim, da je drugačna kultura, da so tudi navade so drugačne. Verjetno veliko rastlin recimo se proizvede tudi v Italiji, da so veliko bolj navajeni rastline tudi kupovati pred svojim vhodom. Tako čist drug sistem je. To me zanima zdaj, ko ste prisotni na Hrvaškem, Češka tudi, ste vi slovenski brand, ki je tam prisoten, ali se tudi predstavljate kot neki domači hrvaški? Kako se tega lotevate? Mi poskušamo izgledati čim bolj lokalizirano, ampak ni pa tako, da bi tajili, da smo mi hrvaško podjetje. Še vedno v zadnji stoji, vse posod piše, da je to slovensko podjetje s skladiščem v Sloveniji. Ni pa to nekaj, kar bi mi obešali na velik zvon ali pa to pač komunicirali. Nekdo, če pride nek Hrvat pogledat, skleda to, kot da je iz Hrvaške na nek način. A je dolgoročno mogoče cilj, da ste čez 5 let prisotni dejansko tako, kot ste zdaj na Viču, da imate podobne strukture tudi na Hrvaškem, na Češkem? Je to vaša želja? Je to sploh izvedljivo? Kako se ti to sliši? Na način, kako delam jaz ta posel oziroma ga gradiva, je ta, da poskušava stvari torej razmisliti, kaj je naslednji korak, ki ti bo prinesel največ, ampak najmanj dela za to vzel. Torej, kako se navezati na obstoječe stvari. In to, da ti delaš poslovalnico drugje, prvo je že sam birokratično, moraš pač tam imeti podjetje in to je ful enega stroška, pa so računovodstvo spet, birokracija. Druga stvar, moraš imeti tam nek fizičen prostor, ki je idealno na res dobri lokaciji, pa res vizualno učinkovit, da to funkcionira. Tretja stvar, treba je imeti ekipo, ki bo to dobro delala. Ampak ne, ekipa je trenutno v Ljubljani. Če imaš ekipo čistnik druge, nadzor nad tem, v bistvu sam management tega, pač to je en ogromen strošek. In jaz v tej ideji vidim samo to, da je ogromno dela in ogromen strošek. In na koncu ne vidim še vedno teh nekih plusov, ki bi jih to prineslo, da bi bili večji kot pa neke stvari, pa delo, ki ti ga odnesejo. Zdaj ne bom rekla, da nikoli, verjetno, če Hrvaška, ki bo še bolj zrasla, še večja postala v nekem momentu, se bo sigurno to splačalo. Ampak zaenkrat na način, pa ki mi v Sloveniji delamo, mi v resnici naša trgovina je tudi naše skladišče. Kar pomeni, da je tukaj že ta sam strošek je zelo dobro skondenziran. In to pije vodo. Če ga ti daš na Hrvaško, potem tam sam trgovina. Tako da zaenkrat jaz mislim, da s tem rekla verjetno enkrat ampak da bo še trajal nekaj časa. Dobro. Kot si sama omenila, zdaj rastete, povečujete se, lani ste naredili dobrih 800,000 prometa, tudi kar nekaj dobička. Zdaj z leti je tudi naraščala ekipa, prostori in tako naprej. Torej ena res uspešna zgodba in me zanima, kaj je po tvojem mnenju tle ključ do tega uspeha? Ja, ena stvar sigurno, tako kot sem rekla, da
da se držiš neke rdeče linije in stvari sestavlja. Same v bistvu grajanje biznisa kot sestavljanje Lego kocka. Moraš res gledati, da se stvari prilegajo, da se ti vsa konstrukcija ne gre preč narazen in se poruši. Da so res dobri temelji. Zelo veliko se ukvarjamo samo ekipo. Recimo. Tako da jaz bi rekla, to je sigurno ena stvar, da se sledi neki liniji, da nisi zmešana nad vsako idejo, pa sam sem pa tja. In druga stvar je pa po mojem tudi neka ta konsistenca tega, kar s Tivi res veliko delava, to, da ves čas razvijava nekaj novega. Ves čas nekaj dogaja, da se stvar gradi, širi. In res je dobro, da smo že v štartu tako štartali, da vsaka stvar se videli, da je nekdo drug lahko naredi namesto naju, in sva predajali in skozi predajali. Da res mi, da s čimer se ukvarjava, je z razvoji ali novih izdelkov, novih produktov, nekaj novega, da lahko stvar naprej raste. Ker to jaz mislim, da je ena taka ful velika stvar, ki se je zelo velika teh nekih ustanoviteljev, vsaj na začetku, zelo hitro zacikla noter. Da se ujamejo v neko to vsakodnevno ful neke operative, tudi veliko neke kontrole, in potem jim preprosto zmanjka in energije in te neke čistosti v glavi. Ker recimo, tudi to meni je ful pomembno, da imam dovolj dopustov v letu, da se dovoljkrat vzamem off, zato da sploh mal pridem ven izven tega okvirja, v kjermu si ves čas noter. In šele pol, ko greš v stran, lahko malo bolj čisto vidiš stvar, malo bolj jasno, malo bolj z distanco in se res odločiš, kaj je zdaj najbolj smiselno za naslednje korake. Se mi zdi, da je to neka stvar, ki se mi najbolj obrestuje, recimo pri grajenju. Super, sem vesela, da to slišim, ker zadnje čase sem še prevečkrat slišala, da podjetniki moramo delati 24/7 in skozi in garati in tako, in seveda pridejo trenutki, ko je to absolutno treba narediti, in mi je všeč, da čutim malo tudi ta drug val, ki prihaja, da rabiš počitek, dopust, kakorkoli. To si zelo lepo opisala, tako da upam, da bo tudi do drugih prišlo. Zdaj začeli sta med korono, ko smo večinoma bili doma, oziroma ljudje so se tudi selili iz mest v bolj ruralna okolja, torej začeli ste nekako s to platformo, dajva reči, pa se časi spreminjajo, torej morali ste vedno tudi sami loviti neke trende, ker verjetno ljudje oziroma vaši kupci kupujejo drugače, kot so kupovali 2020, 2021, ali je tudi ravno to, kar si opisala, da tudi vidve skozi delata, kako se kakšni so sploh pri vas trendi, na kaj vi morate paziti, da vam ne spodrsne? Ena res najboljša stvar, jaz bi rekla, tega biznisa je to, da v bistvu midve se za teden vnaprej odločava, kaj bomo naročile. Kar pomeni, da lahko res veliko eksperimentirava in ne naročajo se ogromne količine, še vedno male, in je to res, res fina stvar, zaradi tega, ker ni tako, da ti potem ful stvari stoji, ali pa ne vem, greš v proizvodnjo nekega izdelka in pol ga leto, dve prodajaš, da ga končno odprodaš in pol še lahko enega novega začneš razvijati in ne veš, kako se bo odzval na trgu. Tako da to je ful dobra stvar in še vedno ostajava na tem, da ves čas nekaj novega dodajava. To pa čistko eno malo po najmu feelingu, kaj nama všeč, ker pač že od štarta s tem štartava, vedno obe dve še vedno naročava in se pogovarjava, zaradi tega, da je tudi malo več teh feedbackov. Ful je težko velikrat napovedati za 100%, a še vedno najo določene stvari res presenetijo. Slaba sicer pol stvar je to, da so to živi organizmi in pa recimo jih naročimo, totalen bestseller in pol jih ni več na zalogi, recimo konec sezone ali pa karkoli takega.
se nam je ravno kar z enimi zgodilo. In to je pa recimo slaba stvar in res škoda. Ampak ja, tukaj je pač treba gledati tudi, da imaš dobro analitiko. Imamo tudi v zadju dobre sisteme, ki nam beležijo prodajo, na kjer se lahko res dobro zanese, da veva, kako se odločiti za naprej. Je pa tako, da se mi zelo širiva. Mi dva sva štartali na začetku sam z redkimi rastlinami. Tili velikrat reče, da ona je bila monster, pa ne bomo nikoli prodajala. To pa res vse posodobiš. Ampak potem, ko sva enkrat se vseeno odločila in dale monstere ven, to so jih tako, dnevu dveh so jih vse pokupili. Sva bile tako, ok, torej ljudje ne prihajajo k nama po redke rastline, ljudje prihajajo k nama zaradi tega, ker nama zaupajo, da bodo dobili vredno in kvalitetne rastline. In to je bil ful tak dober eureka moment. Tako da smo potem, recimo lani smo ful bolj intenzivno tudi štartali z zunanjimi rastlinami, potem zelo veliko dodatkov dajemo, zdaj smo začeli tudi s svojimi lastnimi džungla, torej s tem reči, torej z našim brandom dodatki. In pa ena taka ful stvar, ki je pa malo ven iz vsega tega, ampak se je začel kot tak passion project od Tillian, da smo lani lansirali Džungla Sense izdelke za dom in dušo, kjer imamo pa mila sveče, sojine sveče in pa parfume. Tako da to je malo sporedno, vse sicer na bazi nekih rastlin in trenutno še vedno v 2 bonih, ampak ja, tukaj sva šli najbolj ven iz tega okvirja. Dobro, ampak je to kompatibilno, pa sigurno lahko celo eno novo zgodbo zgradite na tem. To izdelujete sami ali to vam kdo dela za vas? Ja, to za nas v bistvu dela podjetje, ki se prav ukvarja s temi stvarmi. Oni delajo proizvodnjo, gremo pa skupaj čez celoten proces izbora, embalaž, dizajna, potem same vsebine. Tilly je lani presedela, mislim, da 2-3 mesece v obdobju kombiniranja različnih vonjev, da je prišla do tistih finalnih dišav, ki smo jih lansirali. Tako da je v zadnji ful enega dela v resnici. Dobro, lepo. Zdaj omenila si, da se vidve poskušate biti čim manj v operativi. Imata vlogi razdeljeni ali pa odločate o vsem skupaj, kako vidve kot ustanoviteljici rešujete določene zadeve, zagate, se kdaj skregata, kako vajin odnos, posebej, ker ste tudi prijateljici, kako to izgleda voditi skupaj podjetje? V bistvu dobra stvar je to, da imava res zelo podobne vrednote. In to mislim, da nam pomaga, da že vsa ta leta, da ostajava na isti liniji, torej v istem namenu, istih nekih željah. In tukaj res ne prihaja do nobenih kreganj. Na drugi strani so si pa tudi zelo različni. To, kako sem jaz, mogoče bolj odprta, podjetniška, glasna, zelo z neko vizijo je Tillian, zelo umetniška, bolj vase zaprta, na drugačen način dela stvari, rabi več časa. Tako da smo imeli nekje po 2-3 letih, smo imeli kar eno krizo, predvsem, ker nisva znali skomunicirati. Jaz sem res hotela to skomunicirati in pritisnila, ona se je ob tem bolj zaprla in nisva dejansko daleč prišle. Tako da potem sva pa obedve imeli isto željo, da pač to nama vsem se uspe zmeniti in rešiti. Tako da potem so prišli v igro mentorji, sploh potem Aleš Bičič, najin to business coach, business psiholog, poslovni psiholog, ki nam je v enem sessionu tako na tabli zelo lepo skiciral stvari, razložil in tam mislim, da se je tako
res velik del sprostil. Predvsem, da sva sprejeli in se naučili zelo veliko druga v drugi, na kak način vsaka funkcionira in da smo skupaj našli neke stvari, načine, ki pa lahko to pač skupaj pač najdeva pa pot, kjer to štima. Taka res recimo malenkost mi je bil tak dober primer. Jaz sem se vedno bila pripravljena v nečem pogovoriti pa nekaj rešiti. Ti je pa res rabila za to svoj čas pa prostor pa vse. In s tem, da smo mi dve uvedle enkrat na tedenske sestanke, kjer si cel teden gor stvari piševa, ker se jih recimo želiva malo bolj podebatirati. Na ta način se jaz počutim v redu, pa varno, to, da vem, da bo to predebatirano, pa skomunicirano. Na drugi strani pa ona tudi dobi ta svoj prostor in čas, da si za to vzame ta čas in da ve, kdaj se bo to zgodilo. In to je taka, recimo, ena taka malenkost, ampak je rešila ful enih stvari. Kaj še se morda spomniš kakšnih trenutkov, zdaj si menila to krizo, ko sta imeli, kdaj ti je bilo težko, se spomniš nekih trenutkov, ko se vsi mislijo, pa kaj meni zdaj tega treba, ali karkoli podobnega. Ker se pravim, to je res taka uspešna zgodba, rastete, imate zelo dobro zgodbo, a je bilo kadarkoli, da si podvomila ali pa da je bila kriza kakršnakoli druge vrste? Ja, mislim, se predvsem dveh momentov spomnim, enega se spomnim nekje po 2 letih, ki je bilo ful enega dela in ful ene energije noter vložene in takrat so se mi še začele ful anksioznosti in sem imela tako, res sem bila utrujena od vsega tega in sem bila čist hin in sem šla ven in se totalno zjokala in sem prišla nazaj. In res dobra stvar, čeprav sem jaz tista v podjetju, ki stvari naprej žene, je pa dobra stvar tega, da Tili nikoli ni name pritiskala, da je to treba delati. In mi je rekla takrat, ful lepo rekla, Tjaša, ni nama treba to hitro stvari delati. Pač mi dve delava zato, ker res uživava v tem, tudi če se stvari ustavijo, bo vse okej, nič ne bo narobe, In ta občutek, da nekdo za tabo stoji in te podpira na tem, je bil tako res neprecenljiv. In takrat sem se res tako umirila, vzela sem si kar nekaj, mislim, da dopusta. Tudi odločila sem se, da zdaj na 3 mesece hodila na dopuste, pa če je konc sveta. In da pač, da si lahko v svojem tempu stvari diktiram. To je bila ena taka, recimo, sigurna stvar. In letos sem imela spet podobno situacijo. Vsakič se mi zdi, da vsako poletje to pride. Rekla je bila spet Tili, pa rekla, pa Tjaša, pa dajva se ustaviti. Daj si v izi vzam poletje, daj si v izi vzam mesec, 2. In si res tako, sem se razbremenila vseh teh pušanj stvari in si sam za neke malenkosti čas vzela, da sem se dejansko lahko napolnila, da lahko spet naprej grem. To je res ena taka ful dobra stvar, ki pri nama dobro funkcionira. Druga stvar, ki je bila pa ful težka, je bila pa takrat, ko sva v to res ta najin krč prišle, ko sem jaz še pritiskala, ko sem se hotela zmeniti, ona se je pa bolj in bolj zapirala. In takrat me je, mislim, da res strah postalo. Pa to pomeni oziroma kako to rešiti. In mi je bilo ful težko. Ampak mislim, da sem takrat tudi, ne vem, ali je bilo pravo ali ni bilo pravo, ampak res pritisnila na njo, da se nekaj pač prestavi, nekaj spremeni, da ona nekaj izrazi. Tako da potem poti smo se vsem začeli, mogoče da je bil nek wake-up call, pa sigurno ni bil prijeten, ne za njo, pa ne za me, ampak pa so se stvari začele odpirati. To je včasih, ko moraš iti skozi to težko obdobje, da se potem stvari odprejo. Žal je včasih tako. Pa zdaj, ko to opisuješ, a je težko biti podjetnik, pa potem še ženskega spola, pa še v Sloveniji. Kako na to gledaš? Mislim, da sem glih zadnjič še enkrat, par mesecev nazaj na LinkedInu objavo,
da v resnici sem hvaležna za to, da sem v tem leta 2024, v tem 21. stoletju, da sem lahko ženska podjetnica, ker že 50 let nazaj bi bilo to skoraj da nemogoče. Zdaj, dobra stvar vsega tega je, da vsem sva tudi midva v nekem takem balončku, v neki taki lepi panogi, da imava ogromno podpore iz vse posod in jaz zelo vidim malo teh, kako se temu reče, teh nekih stvari, kjer smo pa še vedno mi na slabšem na nek način. Ne? Ampak je pa res, da bolj, ko raziskujem tudi ta svet, bolj, ko rastemo, več nekih stvari odkrivamo. Tako da sem zelo hvaležna, vidim pa še, da je ful za narediti. Se mogoče tudi počutim poklicano na nek način s tem podjetjem, da želim dati zgled in nek tak lep primer, kako lahko dober biznis vodiš na zdrav način, na balansiran način, z veliko ljubezni in tudi z veliko neke nežnosti, da ni vedno treba silo, z agresijo. In z nekimi takimi domenami, zelo moškimi domenami, zelo moško energijo, ki so bile včasih zelo prevladujoče v poslu. Ko pri vas, kar zadeva kolektiv, koliko vas je punc, koliko je fantov, kako ste razdeljeni, a si se zalotila kdaj, da si koga preferirala ali nisi preferirala, ker je moški ali ni moški, kakorkoli? Ja, dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da je nekje 60% žensk, 40% moških. Veliko moških je, recimo, zanimivo, to se je tako čisto organsko zgodilo, ampak v pakiranju. Če so bile prej ful ženske, je pol ful enih moških prišlo in oni pač tako noro lepo vse zapakirajo. Pač res, to mi je to všeč, ko toliko pohval dobivamo glede tega pakiranja, s kako ljubeznijo je to spakirano in da večino primerov so v resnici to moški v zadnji, ki pakirajo. Pa ne to neki taki vredo deci, se temu reče. In to je res, to je ful lepa stvar. Drugače v samem vodstvu, nas je pa veliko žensk, večina žensk. Je pa to neka stvar, ki si želim mogoče v prihodnje še kakega moškega dodati. Ful verjamem v ta nek balans, da je fino imeti nek balans. Tudi, ko zaposluješ, da ne zaposluješ sam sebi podobnih, ampak poskušaš čim bolj raznolike ljudi zaposliti. Je to na začetku bilo težko, verjetno, kako si, če se spomniš, začetku, dobro, verjetno si morala tudi na finance razmišljati, koga si konec koncev lahko privoščiš, ampak potem, ko se je to sprostilo, si se zalotila kdaj, da si nehote iskala sebi podobne, kdaj si to ugotovila, da ravno obratno, da rabimo mal različnih ljudi v kolektivih? Ja, jaz mislim, da pri eni zadnjih sodelavk, ki sem si na začetku čisto drugače predstavljala, kako bo delala, in dela na čisto drugačen način, kot sem si mislila. Namen zelo, s tem reče, če smo mi ful nekih punc, ki se ful hitro obrnemo, ki smo ful hitre, ki ful, ne vem, se znajdemo, zelo odprte, ona zelo na drugačen način to dela. Ampak ena tako lepa stvar, ki sem se naučila, da je pa zaradi tega ona ful dobra in ful primerna za take teske, ki jih pa recimo administrativne, birokratične, ki jih pa mi res ne rade dela. Pač niso nam blizu, ne. Da v bistvu koliko to pomeni, da take ljudi dobi zraven, ne. Je pa sigurno nekaj, v česar pa ne odstopamo, so pa te neke vrednote, samega podjetja, ki pa mora biti ta kulturni fit človeka, ki ga zaposliš. Torej, predvsem to, da ti je mar. Jaz mislim, da ti je mar in za to, kaj narediš in za kakšne odnose imaš. In v bistvu to je pa nekaj, kar potem pač ne odstopaš. Zdaj, omenila sem, da si živela v tujini, torej Bali, Berlin, Avstralija.
tudi tam si torej živela in delala, bi potegnila morda, lahko potegneš kakšno paralelo med temi državami v smislu tega poslovnega okolja ali delovnih procesov, pa tudi, če potegneš paralelo s Slovenijo in a si iz nekje prav, da se spomniš, da si rekla, to je ful dober in da to recimo še danes porabljaš. Ko sem živela v tujini, se mi zdi, da sem bila vedno kot Slovenka gledana kot na zelo dobro in kvalitetno delovno silo. Predvsem sem imela pa tudi možnost v bistvu izkusiti, kako je to, ko si ti nek prišlek. Mislim, da je zato zdaj, ko živim v Sloveniji, zaradi tega veliko bolj zelo drugače gledam na ljudi, ki so se sem priselili, ki si želijo tukaj živeti in tako naprej. Vedno sem se, sploh v Avstraliji se mi zdi, da sem se počutila tako izjemno sposobna proti drugim. To mi je bilo kar fascinantno. No. Sem bila tudi izjemno cenjena zaradi tega, tudi v Berlinu. Zdaj, paralele, pa stvari, ki bi jih pa od tam vzela. Dobro vprašanje. Si imela kakšne momente, kjerkoli, lahko da so bili tudi negativni, ste vi raje slišala kaj dobrega, ampak tako, da si nekje sedela, pa si rekel, to je dobro, ali pa to je pa kar nekaj tako. Ker mislim, v Berlinu si vem, da si delala dejansko v tem coworkingu za Avstralijo, pa Bali, pa ne vem. Avstralija je bilo enako, v bistvu sem v bistvu postavila, oni so imeli takrat Bitcoin klub, to je bilo 2016-2017, ko je bil na zadnji Bitcoin porastu, predzadnji, v bistvu sem pol blockchain center postavila isto neke vrste coworking, community space. Jaz se tam ful nisem našla v Avstraliji, zato ker sem se zelo počutila tako like an Englishman in New York. Pač ni mi pasalo, bilo mi je vse tako zelo superficial, zelo površinsko, torej ful sem pogrešala to globino, to neko pristnost. Stvar, ki jo nisem v enem letu mogla dojeti, je, oni začnejo vsak pogovor, how are you, how do you do? Torej, kako si, in ti, če nekoga v Sloveniji vprašaš, kako je, ga iskreno vprašaš in on ti bo iskreno nazaj povedal. Pri njih je bilo pa tako, ok, and you? Pač to je sam začeten, uvoden pogovor, kjer ti pač vedno rečeš, da si ok. Si lahko tudi rečeš, da nisi sam. Je to, v osnovi je pač to nek tak, vsi smo ok, vse je v redu, vse se dogaja, gremo. Veliko pitja, veliko tega neke zabave, zuzdanosti, tako zelo se mi je zdelo. Berlin je na drugi strani bil pa zelo globok, tudi zelo tak dark, ampak to mi je bilo ful všeč sploh. Da ful veliko tudi res dobrega tehna. Dobro. Pa si, kar vidim, si bila zelo v stiku s tako to startup sceno, pa vidim, ko si opisovala vajino pot, delček tega vidim tudi pri vas, ampak ti si to uspela zmehčati, ker startup podjetje ponavadi grejo full power do cilja, vidim, da sta vidve v procesu, morda ste si v kakšnem trenutku to tudi želeli, ampak pol ste videli, da ste to le zmehčali, ne? Mislim, razlika pri startupih je to, da se oni odločijo, da bojo dobili prvo, da rabijo zelo velik finančni začetek, torej dobiti investitorje, da se lahko oni zares zaženejo in potem so pa ves čas pod pritiskom investitorjev, da pač dosežejo neko rast in neke cilje. Ne? In to je stvar, ki si jo jaz nisem, v bistvu si jo midve nisva zaenkrat še nikoli želeli. Celotna džungla, začeten vložek je bil 1500 €, iz katerega v bistvu so samo obračale in gradile naprej. Niti ni nobenih posojil bilo, nobenih investicij, ničesar. In to je neka ta v bistvu samostojnost,
ki ti jo prinaša, v bistvu, ki so si jo želele svoboda in samostojnost, ki so jo želele ohraniti in si jo bova želele čim dlje. V bistvu, ker s tem se tudi večino pritiska znebiš. Ja. To dobro si me spomnila, to sem te hotela še vprašati, torej ta štartni kapital, ko sta imeli, je šel v zaloge, če sem prav razumela. Kdaj, si rekla, po parih mesecih ste potem začeli vlagati v oglaševanje? Če ni skrivnost, lahko opisno deliš z nami, koliko date v oglaševanje, kje se oglašujete, na katerih ste kanalih prisotni, verjetno vse povsod, ker imate končne kupce, in koliko enih aktivnosti, tle si jih prej rekla, da redno snemata, daj še to malo povej. Ja, v bistvu, na začetku je bilo ful zanimivo, se spomnim prvi mesec, ko smo dali, 100 evrov v oglaševanje, in je bil tako ROAS 20-30. Vsi, ki se spoznajte na oglaševanje, je to tako nerealno. No, kakorkoli. Zdaj še vedno so ROAS-i dobri, ampak sigurno pa ne tako dobri. V oglaševanje devamo nekje 10% revenue, kar pomeni kar velika vsota gre v oglaševanje. To imate tako fiksno določeno? Ne fiksno, tam nekje se bolj ali ne vse skupaj ves čas giblje. Vedno sicer devaš tudi tako, pa tja, kjer stvari grejo dobro, ampak nekje, ko se potegne črta, je vedno približno 10% revenue. To je lahko zelo veliko ali pa zelo malo, odvisno v kakšni branži si. Za nas to kar dobro funkcionira. Zelo veliko je pa nekega kontenta, ki ga ves čas produciram na storijih. Zadnje čase je to zelo veliko na TikToku. Torej, ta v bistvu nenehno, taka mešanca izobraževanja ali pa nečesa o negi rastlin in o rastlinah in na drugi strani izpostavitev naših izdelkov. In mi je ful dobro rekel, direktor mene agencije, rekel, da mu je všeč pri nas to, da zgleda, da ti to rastlino pridemo pokazati v tvojo domačo sobo. Mi zelo delamo na tem, da informiramo, da kažemo, zelo pa se izogibamo teh nekim zelo jasnim call to actionom ali pa temu, da prepričevanju ali pa ponujanju. A to zavestno tako delate? Jaz sem tudi magistrsko na to temo napisala. Ker to mi je bila v bistvu, to mi je bila najbolj všeč ta stvar Berlina, recimo Berghaina, glavnega tehnokluba. Tam oni niso imeli niti Instagram, niti Facebook profila, nič niso imeli. Ampak vsako petek, sobota, nedelja so bile tako dolga vrsta, pač da je bilo vsaj 2 ure za čakati, da si prišel in pa si imel nekje 50-80% možnosti, da si bil zavrnjen, da prideš noter. In v bistvu samo stati, jaz sem tukaj, delam to pa to, zdaj, a hočeš, nočeš. In tudi džungla je komunicira na ta način. Od samega začetka, ali tudi zelo strogo, da si recimo lahko to privoščite, ali tudi od samega začetka? Od samega začetka, ker nima smisla. V bistvu tudi verjamemo to, da ti zgubiš na ta način publiko. A potem ta del imaš ti še zmeraj čez analitike, pa to spremljaš ti, ali tudi to daješ od sebe? Jaz že štarta imamo agencijo, ki nam dela torej, vso oglaševanje. Vsebine delamo veliko jaz, Tiljan, v zadnjem času tudi še veliko Jelena. Zdaj samo to strategijo, pa to pa še vedno jaz delam. Je pa to neka stvar, ki se želim, ta celoten čank, torej področja marketinga predati nekomu naprej.
Predvsem so to vodenje in agencije, in dizajna, in developmenta, torej spletne strani. So to pač področje, kar spada pod marketing v mojem naslednjem letu. Težko. Ne, ful si želim. Sam težko bo najti človek, jaz mislim, da bo najti človeka sploh glede na to, kakšne so trenutno razmere na trgu. Vem pa, da se pa zavedam tega, da vsem ful ljudi, nikoli pa zares tudi nismo imeli ful težave najti nekoga. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ljudje zelo cenijo to našo kulturo in tudi to neko misijo, ki jo imamo. Torej, da res delamo nekaj dobrega. Ne? In te mlajše generacije, ki prihajajo, jim je to vedno bolj pomembno. Dobro, to smo že načeli temo, kaj planirate za prihodnje. Torej, omenila si novo linijo produktov, torej dišave. Kaj še lahko, kakšen nov trg, kaj pa v Sloveniji novega, kaj nas čaka letos, naslednje leto, kaj planirate? V tem letu se želimo zdaj sploh osredotočiti v to neko nov del sezone, ki se zdaj začenja. Zelo večji poudarek želimo dati na poslovnih darilih, recimo tudi na zelenitvah pisarn z nekim mogoče malo bolj novim twistom. In pa zelo veliko je tudi poudarka na teh še nekih naših lastnih izdelkih, ki jih zadnje čase lansiramo. Ker nas to na nek način tudi zelo diferencira. To se mi zdi ključna ena taka stvar, ki je pomembno na njej delati. Za naslednje leto pa po mojem videla, jaz se na koncu leta vedno odločim, na kak način želim naslednje leto delati. Ena stvar sigurno, ki si jo tudi želim počasi, je tudi začeti razmišljati o kakem otroku, in to se mi zdi, da je tudi neka taka stvar, ki bo še za sabo veliko stvari potegnala. Na kak način to predati, narediti in tako naprej. Ampak ni še, ponajdi z nekje za pol leta naprej, do leta naprej se res postavljajo neki plani. Dobro. Še karkoli za zaključek, nekaj tvoja misel, sem rekla, da ti si ena tistih oseb, ki je tako zelo misleča, tako da no pressure, pa med drugim tudi seveda za vse tiste, ki nam rastline umrejo, vse, tudi kaktusi, s čim začeti. Eto, te dve stvari morda. Mogoče ena taka stvar, ki meni ful všeč, da prispodoba, ker sem se sama naučila, da z rastlinami je zelo podobno kot z ljudmi. Več, ki jim hočeš dati, pa več, ki hočeš nekaj od njih, manj bojo delali. Torej, in z rastlinami, bolj ko jih na nek način pustiš pri miru, počakaš, da one ti same pokažejo, kaj rabijo, bolj bo stvar funkcionirala. Mi pa preveč samo hočemo, pač kar vidim pri strankah, še zalivati, še presajati, še to dajati, še ono tretje, ne? In to nikamor. Na koncu vodi to v kaos. No, dobro. Evo, hvala Tjaša, da si prišla. Želim ti vso srečo s tvojimi plani, ki jih imaš, pa se še vidimo v vsakem primeru. Čau.